Slovenija je v mesecu aprilu in maju izjemno intenzivno delala. Mislim, da bomo konca maja vložili skupaj 10 zakonov, ker lahko primerjate z vlado in boste ugotovili, da smo relativno aktivni in da poskušamo zadeve spreminjati na bolje. Smo se pa v vsebinskem smislu posvetili 3 temam. Ena tema je gospodarstvo, izboljšanje poslovnega okolja, druga tema je kmetijstvo, dodatni ukrepi na področju kmetijstva za boljše pogoje v kmetijstvu in tretja stvar so varnostne razmere in varnostna situacija v Sloveniji. Če najprej začnem zadnjo zadevo. Mislim, da je aretacija Roka Žavbija razkrila vso bedo slovenskega varnostno-obveščevalnega področja in tudi zakonodaje, ki imamo na tem področju v Sloveniji. Te fantje na čelu z Rokom Žavbijem so jim naši varnostni organi dokazali, da so se borili na sirskem bojišču, da tam niso bili zgolj bolničarji, ampak da so v rokah nosili tudi orožje, ampak kljub vsem tem informacijam država zoper njih ni mogla ustrezno ukrepati, kar jasno govori pri temu, da je naša zakonodaja neustrezna. Mi si želimo v Novi Sloveniji, da bi tudi Slovenija sledila določenim zahodnoevropskim državam in to vrstno zakonodajo začela zaostrovati. Konkretno vam lahko povem, recimo, da v Nemčiji je zelo intenzivna razprava o tem, da se posameznikom, ki želijo, imajo namen oditi na sirska bojišča, odvzame potovalne dokumente. V drugih državah so uzakonili, naprimer Nizozemska je takšna, da je že nahajanje, prostovoljno nahajanje na območjih, ki jih obvladuje Islamska država, kaznivo dejanje in podlaga za ukrepanje države proti tovrstnim posameznikom. V parlamentu smo imeli že vsaj 2 poskusa, da bi to zakonodajo zaostrili, vendar smo bili strani koalicije oziroma večino v parlamentu zavrnjeni. Jaz upam, da je primer Roka Žavbija naredil tisti premik tudi v glavah koalicijskih poslancev, da je nekaj potrebno narediti, ker je izjemno nenavadno, da se posameznik lahko prosto sprehaja v Sloveniji, medtem ko pa je v drugi državi obtožen recimo napeljevanja k terorizmu oziroma novačenju ljudi za islamsko državo. V tej smeri je potrebno poudariti še eno stvar in sicer, da ima naša varnostno-obveščevalna srednja izjemne težave. Druge države na zahodu so se začele prilagajati in bistveno več vlagati v ta varnostni sektor. Recimo samo Britanija je zaposlila 1900 novih obveščevalcev. V Sloveniji v teh zadnjih letih proračun obveščevalnih služb bistveno padel. Poleg na vse to pa so te službe še notranje razdeljene, kar pomeni, da se ukvarjajo predvsem same sabo, ne pa z vsebino, za katero so bile ustanovljene. In ker v Novi Sloveniji želimo, da se začnemo o teh stvareh odkrito pogovarjati, smo pripravili in ga bomo v kratkem tudi vložili posebna priporočila za sejo Državnega zbora, ker želimo, da Državni zbor o tovrstnih vprašanjih razpravlja. Ne smemo se obnašati, češ, da so to neki problemi, ki se nas ne tičejo. Varnost je minljiva dobrina in dokler še lahko kaj postorimo, moramo storiti. In v ta namen bomo odprli razpravo v Državnem zboru s priporočili, da bi vendarle vlada ustanovila določeno oziroma posebno delovno skupino, ki bi pripravila temelje za prenovo obveščevalno-varnostne srednje. To je na področju varnosti. Druga točka, ki sem jo omenil, je kmetijstvo. Zlasti na področju kmetijstva smo se izjemno potrudili s pripravo posebnih ukrepov za olajšanje dela kmetom in te ukrepe bo posebej v prihodnjih dneh predstavila tudi naša poslanka Iva Dimic, zato je zdaj ne bi s temi stvarmi izgubljal časa. Predsednica je že omenila, da smo bili v zadnjem času zelo intenzivni na področju vlaganja zakonodaje, ki se tičejo gospodarstva. Če vam jih samo na kratko predstavim, ponovno oziroma vložili smo zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki omogoča dvojni status upokojencem, kar pomeni, da upokojenci, torej državljani, ki izpolnijo pogoje za upokojitev,
se lahko upokojijo, dobijo 100% pokojnino, ampak hkrati odprejo SP, plačujejo polne prispevke in delajo neko dejavnost naprej. Zdi se nam normalno, da če nekdo v tej državi želi delati, da mu država to omogoči. Ni nobene slabe stvari v tem, če upokojenci tudi še kaj prispevajo v pokojninsko blagajno, če to želijo. Najslabša varianta je danes ta, da država upokojencem, ki želijo delati naprej in vplačevati v pokojninsko blagajno, odvzame del pokojnine. In to se nam ne zdi pošteno in ta zakon tudi smo vložili in upamo, da bo sprejet. Potem smo vložili v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije popravek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Gre za omejitev zneska, ki ga lahko zdravstvena zavarovalnica terja od malih obrtnikov v primeru poškodb pri delu in ta znesek je zdaj neomejen, mi pa ga omejujemo na 15.000 evrov. Zakon o javnem naročanju bo predstavil poslanec Vrtovec. Potem smo vložili tudi novi zakon o davčnem potrjevanju računov, kjer ukinjamo davčne blagajne za vsa gasilska društva, ne glede na njihove prihodke. Ukinjamo tudi davčne blagajne za društva do 10.000 evrov letnih prihodkov in pa za vse dopolnilne dejavnosti na kmetijah do prometa 15.000 evrov. Ukinjamo pa tudi globo 40 evrov, če državljani ne vzamejo računa. Vložili smo tudi zakon o bančništvu, ki ga bo predstavil prav tako poslanec Vrtovec. Vložili smo zakon o pravilih v cestnem prometu, o katerem ste mediji že ogromno poročali in ne bi ga posebej izpostavljal. Vložili smo tudi zakon o odvetništvu, glede zgornje meje vpisnine v imenik odvetnikov. Mislim, da je tudi posledica tega našega zakona, da bo odvetniška zbornica ponovno odločala o tej višini in jaz upam, da je bo bistveno znižala, tako da bo ta zakon na nek način dosegel svoj namen. Ponovno pa smo vložili tudi zakon o prispevkih za socialno varnost, kjer ponovno uvajamo tako imenovani socialni copatak, povišanje neto minimalne plače za 50 evrov, s tem, da se stroški za podjetnike ne povečajo, uvajamo razvojno kapico in pa nižjo obdavčitev božičnice. V prihodnjih dneh pa nameravamo vložiti tudi zakon o dohodnini, kjer bomo dvignili splošno olajšavo na 7.000 evrov, kar pomeni, da bo približno 95% vseh delovnih migrantov, ki delajo v Avstriji rešenih in bo odpravljeno tisto dodatno plačilo, ki ga zdaj morajo plačati Slovenije. To bi bilo na kratko vse. Kot sem dejal, v aprilu in maju smo se predvsem osredotočili na gospodarstvo, kmetijstvo in pa varnost.